Čeprav ne izdelujejo samo te vrste pogona, so električna vozila postala nekakšen reklamni pano proizvajalcev. Izmišljajo si nova poimenovanja, nove blagovne znamke, pri oblikovanju električnih vozil pa se poslužujejo zelo futurističnih prijemov. S Peugeotom pa je nekoliko drugače. Čeprav sta modela 208 in 2008 za nami električna, izgledata nekako povsem običajno. Gre namreč za strategijo večenergijske ponudbe. Tako sta ta dva avtomobila na voljo tudi z bencinskimi in celo dizelskimi motorji, medtem pa električni pogon predstavlja le vrh ponudbe. No, ampak če se vendarle odločimo za električno različico, kaj pravzaprav dobimo? Oba avtomobila imata identičen električni pogon. No, in če ga čisto na kratko razložimo, elektromotor z močjo 100 kW se nahaja spredaj in poganja prednji kolesni par. No, baterija pa se nahaja po celotnem dnu vozila. No, in ta baterija ima tisto uporabno kapaciteto 45 kWh. Lastnike električnih različic modelov 208 in 2008 bo razveselilo dejstvo, da njuna prostornost v primerjavi z klasično gnanimi različicami ni prav nič okrnjena. Zahvala gre novi koncernski platformi. V praksi ne gre torej le za nekakšno predelavo bencinske različice z električnimi komponentami, ampak je v skladu z multienergijsko mislijo razvoj potekal že od samega začetka. Zato je ostal enak prtljažnik, na zadnji klopi pa se še vedno povsem spodobno sedi. Sploh v modelu 2008, ki je od dveh nekoliko širši. Enaka je ostala tudi armatura. Nov je le meni za nadzor električne vožnje, kjer lahko nadzorujemo pretok energije, pregledujemo statistiko porabe in pa upravljamo z nastavitvami polnjenja. No, poglejmo, kako vse skupaj deluje med vožnjo. Na našem testu se je povprečna poraba pri mešani vožnji gibala nekje med 16 do 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. No, in to pomeni, da lahko ta dva električna Peugeota, kljub za današnje standarde razmeroma majhni bateriji, z enim polnjenjem prevozita nekje med 250 in 300 km. Mi smo tekom našega testa z njima brez težav shajali, ampak kljub temu bi zelo težko zatrdili, da lahko električna Peugeota že predstavljata prvi avtomobil pri hiši. No, boste pa vseeno lahko na daljših poteh polnili z močjo do 100 kW, no seveda na električnih polnilnicah, tistih hitrih, ki to že omogočajo. Z obema električnima različicama se lahko prav prijetno uživaško dinamično peljemo in naš zaključek je, da električna Peugeota ponujata eno najbolj prijetnih in lahkotnih voznih izkušenj med električnimi vozili. Peugeot je z električnim pogonom ponudil še eno zelo privlačno možnost za svoja priljubljena modela 208 in 2008. In čeprav električni različici ne želita izstopati iz povprečja, vseeno nekako izstopata. Razlog seveda tiči v pompoznem oblikovanju in zasnovi teh modelov, ki smo jih še bolj podrobno predstavili ob naših prvih testih. Ta dva testa lahko kadarkoli poiščete na našem YouTube kanalu.